Lepo pozdravljeni, dobrodošli v webinarju o spletnih učnih orodjih. Učitelji pri svojem delu potrebujemo spletna učna orodja, ki so nam v podporo in pomoč pri podajanju snovi, torej tisto, kar nam olajša nekako razlago. Učencem pa morajo biti taka orodja zanimiva in hkrati privlačna, da jih pritegnejo in jih vedno znova uporabljajo. Pomembno je, da so spletna učna orodja hkrati preprosta in učinkovita. Da za učitelja je zelo pomembno, da so hitra za pripravo. Saj ima učitelj zelo dosti priprav in je njegov čas dragocen. Torej, učna orodja morajo biti raznovrstna, uporabna tako za delo v razredu, kakor tudi za delo na daljavo, torej pri pouku, ki ga uporabljamo sedaj. Danes si bomo ogledali 3 spletna učna orodja. Tole so Quizlet, Kahoot in Live Worksheets. Večino sem jih uporabljala že v razredu in tudi zdaj v teh 2 mesecih, ko smo doma, je bilo to zelo koristno. Poglejmo si najprej prvo spletno učno orodje, to je Quizlet. Quizlet poučuje s pomočjo učnih kartic, imenovanih flashcards, kar smo jih učitelji tujega jezika zelo veliko uporabljali že prej v fizični obliki, sedaj so na voljo tudi v spletni obliki, torej v digitalni obliki. Tale zbirka na Quizletu zelo hitro raste. Lansko leto jih je imela 300 milijonov učnih zbirk, torej učnih kartic, in bilo je več kot 50 milijonov aktivnih uporabnikov. V zadnjih 2 mesecih verjamem, da je ta številka strmo narasla. Torej, to je bilo tudi najhitreje rastoče ameriško izobraževalno podjetje s svojo spletno stranjo, ki je omogočalo zelo preprosto izdelavo učnih kartic s slikovno in besedno iztočnico. Uporabno je v različnih jezikih in pri različnih predmetih. Kaj nam Quizlet ponuja? Torej, začne se z učnimi karticami, potem je njihovo delovanje nekako razdeljeno na 2 načina. Prvi način je z izbiranjem, vpisovanjem, torej je poudarek na učenju, drugi del je pa poudarek na igranju, torej na sprostitvi učenca. Pa se preselimo kar v Kahoot, kar v Quizlet in ga poglejmo. Torej, Quizlet. Quizlet, kot vsaka druga spletna stran, najprej od vas zahteva, da se registrirate, da se vpišete s svojim imenom, svojim e-mail naslovom in potem lahko ustvarjate. Tukaj imam primere nekaterih učnih zbirk, od tistih najbolj preprostih, torej na najnižji taksonomski ravni, kjer učence učimo s pomočjo slike določenih pojmov, torej da jih naučimo pojmov, uporabljamo različna slikovna gradiva. Uporabljamo lahko seveda tudi drugačne. Eden primer je takšen, malo na višji taksonomski ravni, kjer morajo učenci povezovati zgradbo, torej pojme, ki jih želimo naučiti, z določeno definicijo, opisom, slika jim je pa pri tem v pomoč. Pa poglejmo najprej, kako ustvarimo učne zbirke, kako ustvarimo učne kartice. V bistvu za ustvarjanje učnih kartic imate na voljo 2 načina. Prvi je tale, ko sami ustvarjate. Vpišete naslov, na primer takole. Če je napisano narobe, se nam izpiše, imamo določene možnosti, ki nam predlagajo, kako je
potrebno to popraviti in potem si izberemo pojem, recimo museum, izberemo jezik, v katerem so pojmi zapisani. Museum in tukaj izberemo jezik, v katerem želimo, da je tole opisano. Jaz sem izbrala slovenščino, se mi takoj ponudi opis muzej. Na voljo za slikovno gradivo imam dve možnosti, torej ali naložim sliko, ki sem jo prej pripravila, lahko pa poiščem v njihovi zbirki tisto in jo izberem. Torej, prva učna kartica je na ta način narejena. Tukaj je jezik že izbran, predlaga mi prevod policijska postaja, s čimer se strinjam, lahko tudi spremenim. Izberem sliko in je zelo preprosto učna kartica narejena, potem ustvarim create in tukaj vidimo, da lahko tudi delim, torej pošljem svojim učencem preko e-maila, lahko kopiram povezavo, delim v spletno učilnico. In tukaj je tole, kar smo sedaj zelo hitro ustvarili. Takšno ustvarjanje poteka zelo hitro, če pa slučajno nimamo časa, da bi sami ustvarjali, pa lahko pregledamo tudi, kaj je že narejeno s strani drugih uporabnikov. Mogoče so kakšne dobre ideje, ki jih lahko uporabimo pri svojem pouku. In izberemo tukaj vidimo, da jih je nekaj že ustvarjenih, spletna stran prikaže najprej lastne, šele nato učne zbirke ostalih uporabnikov, in če mi je kaj všeč, recimo tale, izberem, pregledam in če mi je všeč, lahko kopiram in naprej ustvarjam kot svoje. Tukaj imam možnost tudi, da spremenim, odstranim, če mi kaj ni všeč. Tole recimo, če mi ni všeč, lahko odstranim, tudi sliko lahko spremenim, naložim drugo sliko. Možnosti je več in izberem eno od teh. Lahko dodam tudi kakšno učno kartico, če mislim, da manjka, recimo takole. Definicijo lahko dodam prevod ali pa samo slikovno iztočnico. Izberem nebotičnik in ustvarim novo zbirko, ki jo lahko uporabljam z učenci v razredu. Tole, če se vrnemo, tole so učne zbirke kartic, ki so bile ustvarjene in se nahajajo tukaj. Seveda jih lahko razvrstimo v različne mape, lahko jih razvrstimo tudi v različne razrede, ki jih ustvarimo tukaj ob strani, na levi strani. Za tale webinar smo ustvarili tole in če se vrnemo recimo Buildings and Places, imamo v tem naboru 60 različnih pojmov, ki jih želimo učence naučiti. Glede uporabe bi rekla, da je prvotno pač kot učna kartica v razredu. Učenci vidijo sliko, vidijo prevod in pač
ugibajo ali pa povejo pravilen odgovor. Takrat, ko kliknem na kartico, se izpiše pravilen odgovor in vidimo tudi, da vidimo zapis besede in slišimo besedo. Torej, na ta način lahko spoznavamo novo učno snov, lahko na hitro ponovimo, utrdimo tisto, kar smo spoznali pri prejšnjih urah, ali na koncu pred preverjanjem, pred ocenjevanjem, lahko ponovimo besedišče, pojme, učno snov, ki smo jih z učenci obdelali. Tisto, kar pri pouku na daljavo pride zelo prav in je koristno, je tale zavihek Learn. Torej, v naboru imam 60 pojmov, kateri se učenci morajo naučiti. Torej, 54 jih je še neznanih od prejšnjega učenja, 5 učenci obvladajo na ta način, da so z njimi seznanjeni, da jih poznajo, in enega resnično poznajo, tako da ga znajo tudi zapisati in uporabiti. Učenci se učijo na ta način, da besedo, ki jo vidijo tukaj izpisano, morajo potem izbrati ustrezno sliko in prevod. Če je pravilno, se jim pokaže zelena barva. Če učenci slučajno izberejo napačen odgovor, spletna stran jih opozori na to, da je pravilen odgovor tale in da so sami izbrali to. Kaj kmalu se bo pojavila ta beseda ponovno in takrat jih bo vprašalo, če so se tole naučili. Naslednja stopnja, ko učenci morajo pokazati svoje znanje določenega pojma, določene snovi, da morajo zapisati odgovor. Seveda lahko to tudi slišijo. In vidimo, da je bil odgovor pravilen. Takrat, ko se izpiše kot pravilen odgovor, se tukaj številka spremeni, učenec se mora naučiti samo še 52 pojmov, 52 besed, s temi je seznanjen, tele pa že obvlada. In če gremo nazaj, pri pouku tujega jezika je zelo pomembno tudi zapisovanje. Torej, iz istega nabora, ki smo ga prej ustvarili, učnih kartic, tukaj učenec mora zapisati pravilno besedo. Ker je beseda nepravilna, ga spletna stran popravi. To je tisto, kar je zapisal učenec, to je tisto, kakor mora biti pravilno. Če je odgovor pravilen, ga označi zeleno barvo in tukaj se spreminja število pravilnih in napačnih odgovorov, to je tisto, kar se mora učenec naučiti. Potem v naslednjem zavihku je spell. Zavihek spell nam pomaga pri izgovorjavi in črkovanju besed. A courthouse. Torej, tole mora učenec zapisati. In tukaj ga spletna stran popravi, če ni pravilno zapisano, zelo izpostavi tisto napačno črkovanje in mora biti zapisano takole. Recimo, da napišem samo tale del. Me je spletna stran opozorila, da je treba popraviti, napisati znova in šele takrat lahko grem naprej. Torej, učenci napredujejo šele takrat, ko besedo pravilno zapišejo.
Naslednji zavihek, ki je zelo koristen pred preverjanjem znanja in tudi pred ocenjevanjem, je tale test. Torej, iz nabora podatkov, ki ste jih vnesli iz učnih kartic, spletna stran sestavi test, preverjanje, ki ga učenci rešijo. Lahko si tale test natisnejo, torej sprintajo in ga šele potem rešujejo, lahko ga pa rešijo tukaj. In poskusimo, kako to gre. Lahko tudi kaj izpustijo, če ne vejo. Naslednji tip nalog, ki so zajeti v testu, je, da morajo povezovati slikovne iztočnice z definicijami in tukaj morajo vpisati ustrezno besedo. Na primer, takole. Vidimo, da takrat, ko to besedo uporabim, se beseda obarva sivo, seveda pa lahko isto besedo uporabim večkrat, lahko pa tudi izpustim. Tukaj je možnih več odgovorov in pač učenec mora izbrati pravilni odgovor. A house, a school. Lahko se tudi zmoti in izbere napačno. Ali pa izpusti. Naslednji sklop vprašanj zajema odgovore pravilno, napačno. True, false, true. In tako pridemo do konca. Učenec sam si lahko preveri, kaj je naredil prav, kaj je naredil narobe. Tukaj vidimo, da so se izpisali procenti, torej koliko je bilo pravilnih odgovorov. In sproti lahko učenec spremlja, prva dva odgovora sta bila pravilna, tretji odgovor je bil napačen, tale odgovor bi bil pravilen. Tudi če učenec ni napisal odgovora, se tole izpiše, torej, da ni bil dan odgovor. Tale test lahko učenec natisne, shrani kot PDF, obstajajo tudi druge možnosti, kako se lahko shrani, na primer Google Drive. In ko shrani tole preverjanje, ga lahko pošlje učitelju, kjer učitelj vidi njegov pravilen rezultat, prav tako vidi tudi vse odgovore. Seveda je možno, da se učenec odloči, da bo še enkrat ponovno reševal test, odgovore si je zapomnil in tokrat bo naredil boljše. Pritisne še enkrat, ampak tokrat odgovori niso več enaki, tudi vprašanja niso enaka. Vsakokrat se ustvari nov test iz baze podatkov, tako da večkrat učenec poskuša več različnih testov, bo dobil. Prav tako tudi ostali sošolci nimajo enakih vprašanj, so pa vsa vprašanja iz nabora odgovorov, iz nabora pojmov, ki smo jih vnesli. Tole je bil ta del, ki je nekako zajema učenje. Naslednji del zajema igro oziroma učenje preko igre. Če pogledamo tole, učenci morajo povezovati pojme, ki se jih naj naučijo, in slikovne iztočnice, vidimo jih tukaj in odmeri se jim čas. Torej, buildings, zgradbe, takrat, ko ugane, takrat, ko poveže pravilno, izgine. Police station, news agents, town hall. In na koncu se pokaže rezultat. Lahko se vrnemo. Ena zelo podobna igra je tudi Gravity, ki se jo učenci igrajo tako kot vsake druge računalniške video igrice. Obstajajo različni nivoji, točkuje se. Učenec lahko
izbira, ali bo odgovarjal slovensko ali angleško ali oboje, pač odvisno. Tudi težavnost se da nastaviti, recimo takole, in se igra lahko začne. Torej je treba vpisati in takrat izgine. Kaj se pa zgodi, če učenec ne napiše pravilno? Tole izgine in če ne uspe napisati v ustreznem času, pač spletna stran zahteva, da je potrebno tole napisati in šele takrat se lahko igra nadaljuje. Zadnja stvar, ki je zelo uporabna v razredu, je igra live. Takole. Create game. Tole igro lahko igramo ali v skupinah, če je večji razred, potem lahko igrajo v skupinah ali lahko igramo tudi individualno, torej vsak posameznik. Prednost skupine je to, da pač učenci imajo vsak en del odgovorov, nimajo vsi vseh odgovorov in morajo med sabo sodelovati in eden drugemu pomagati, da lahko zmagajo in dokončajo igro. Tukaj lahko izberemo način, kako bomo odgovarjali. In takole se pokaže pač Quizlet live. Tole učenci vpišejo v računalnik, v tablico, v telefon, pač v napravo, ki jo imajo. Potem lahko vnesejo številko ali uporabijo QR kodo in na koncu potem se izpišejo imena tistih. Zdaj, jaz bi predlagala mogoče, da bi igrali eno igro, če želite, jo lahko preizkusite, da vidimo, kako to poteka. Torej, tukaj imate na voljo. Vidim, da se že prijavljajo. Minuto, dve bomo počakali, da vidimo, kako to poteka, ko igramo v živo. V razredu zna biti tako igranje zelo razigrano, zelo glasno. Primerno je recimo kot nagrada ob koncu igranja, ob koncu pouka. In učenci to imajo zelo, zelo radi. Tukaj spremljamo, koliko igralcev se je že prijavilo. Število zelo hitro narašča, tako da mogoče samo še nekaj sekund, potem bomo pa začeli, da boste lahko spremljali tudi, kako poteka s strani učitelja, kako učitelj spremlja učence, ko se igrajo. Žal jaz zdaj vaših komentarjev ne vidim, tako da par sekund še počakam, potem pa tisti, ki se želite priključiti, da imate čas, da se lahko priključite, potem pa gremo naprej. Takole. Pa bomo zdajle začeli.
Bomo vseeno začeli z igro. Torej, tukaj vidimo, da je vsak igralec dobil svojo maskoto, ime, pod katero tekmuje, torej ne vidimo točno imena. Vidimo, kako posamezni igralci napredujejo, jih je ogromno, če je eden odgovor napačen, hitro pademo nazaj in je spet treba začeti znova. Torej, čestitam, Ana. In zapustimo igro. Seveda lahko igramo tole še večkrat. Torej, to je pač eden izmed načinov, kako uporabiti kartice, ki smo jih ustvarili, potem za delo v razredu. Tukaj vam ponuja Quizlet še nekaj možnosti. In sicer lahko dodate tole učno zbirko v različne razrede, v različne mape, ki ste jih ustvarili. Jaz sem jo dodala recimo v tole mapo webinar. Potem lahko spremljamo tudi, tukaj lahko dodamo, lahko pogledamo informacije, torej kolikokrat je kdo to pregledal. Lahko natisnemo. Pri tem, ko natisnemo, imamo možnost, da v obliki tabele, v obliki učnih kartic, ki so lahko majhne, velike, v obliki indeks kartic, kjer je na eni strani odgovor, na drugi strani pač slikovna iztočnica, lahko je dvostransko printanje ali enostransko. Recimo pri učnih karticah, če je dvostransko printanje, je na eni strani natisnemo na eno stran besede, na drugo stran natisnemo sličice. Če so velike in ni enostransko natisnjeno, izgleda takole, lahko razrežemo in potem smo se z učenci igrali v razredu spomin, igrali smo se iskanje parov. Pač še eden način, kako lahko uporabimo tisto, kar smo na začetku ustvarili. Lahko si shranimo tudi v PDF-u. Quizlet, če se vrnemo nazaj, omogoča še tole, takole, tukajle, da lahko različne učne zbirke združite v eno, tisto, kar ste se učili recimo pri prvi enoti, pri drugi enoti, pri tretji enoti, ob koncu 3 enot združite in imate celotno učno zbirko. Lahko jih pa tudi izvozite, da ni treba v kakšnem drugem programu, kvizu ponovno tipkati, lahko uporabite tale izvoz in potem uporabite ta. Tole bi bilo z moje strani o Quizletu. Verjamem, da je zelo poučen, zelo raznovrsten, da je uporaben tako na delo na daljavo, kot tudi pri delu v razredu. Jaz bi zdaj predlagala, da gremo na naslednjo učno orodje, in sicer na Kahoot. Verjamem, da vas veliko tudi Kahoot pozna. To je učna platforma, ki temelji na igrah, uporablja kvize v namen izobraževanja, torej v namen preverjanja znanja. Tisto, kar so se učenci naučili, nekako želimo preveriti na zabaven, razigran način. Te učne igre se imenujejo Kahoot in so ustvarjene s strani uporabnikov, torej učitelji jih ustvarjajo, učenci lahko dostopajo do tega preko spletnega brskalnika ali preko različnih aplikacij. Torej, lahko jih uporabljajo na telefonu, lahko jih uporabljajo na računalniku, na različnih napravah.
Torej, Kahoot lahko uporabljamo za pregled znanja učencev, tega, kar smo se naučili, tudi za formativno ocenjevanje. Je nekako prelom od tradicionalnih učnih aktivnosti, ki jih uporabljamo v razredu, do nekoliko bolj sodobnih, interaktivnih, razigranih. In imamo možnost igranja v živo, torej v razredu, prav tako pa lahko učencem dodelimo kvize, glede na razred, glede na skupino, pač tistim, ki jih želimo na ta način preveriti njihovo znanje. Gremo še malo nazaj in pregledamo še Kahoot. Tukaj enako kot pri Quizletu, tudi pri Kahootu morate najprej ustvariti svoj račun. Imate možnost, da si ustvarite svoje mape, kamor razvrstite različne kvize. In kvize lahko enako kot pri Quizletu, tukaj tudi v Kahootu, ustvarjate na dva načina. Prvi način je, da ga ustvarite sami, in sicer takole. Izberete nov Kahoot. Tukaj bomo najprej vnesli ime našega kviza, tokrat recimo Animals. Dodamo lahko sliko, naslovno sliko, ker sem izbrala Animals, iz baze podatkov izberem pač slikovno gradivo, ki mi je všeč, recimo tole, in je naslovnica s tem končana. Kahoot nam ponuja različne vrste vprašanj, torej najbolj običajno je tole, da vprašamo zelo preprosto what's this, in morajo učenci poimenovati tole, kar vidijo na sliki. Izberem sliko. Iz nabora seveda lahko naložim tudi svojo in jim damo različne možnosti, različne odgovore. In recimo nekaj takega, kar ni verjetno. Vidite, da krogci poskakujejo, to pomeni, da spletna stran želi, da izberem pravilni odgovor in dodam novo vprašanje. Novo vprašanje je lahko na tak način ustvarjeno kot tole, lahko je true, false. Is this an elephant? In izberem sliko. Ter označim pravilni odgovor false. Spet lahko ustvarim novo vprašanje, tokrat je lahko tudi puzzle. What's this? Težavnost vprašanj lahko spreminjate, dodate lahko svojo sliko, dodate lahko tudi sliko iz nabora, ki vam ga ponuja spletna stran. Tukaj vidimo, da se je čas spremenil, čas lahko sami določamo, lahko je 20 sekund, 30 ali več. Tudi točke lahko določamo. V tem primeru, prej smo imeli, da so učenci morali izbrati pravilen odgovor, tukaj odgovoriti prav ali narobe. V tem primeru pa morajo razvrstiti besede v pravilni vrstni red.
Potem, ko vnesem vsa vprašanja, izberem Done in kviz je narejen. Tukaj sem pripravila nekaj kvizov, ki sem jih imela za svoje učence in so jih potem igrali. Če izberemo spet Places and Buildings, učencem lahko dodelimo tale kviz na dva različna načina. Vidim, da en način že poteka takole. Potem, ko smo kviz ustvarili, lahko ga dodelimo. Torej, lahko ga dodelimo na daljavo, Create New. Izberemo, koliko časa bo ostal odprt, recimo do petka, 5. junija. Takrat ob 10. uri zvečer se bo tale kviz zaprl. Želim, da so odgovori premešani, da se ne pojavljajo vsakokrat v istem vrstnem redu in ustvarim. Z učenci lahko delim tole povezavo, lahko jim posredujem preko različnih teh spletnih učilnic, socialnih omrežij, preko elektronske pošte. Lahko ga končam tudi zdaj ali spremenim, kako dolgo naj bo odprt. Tukaj si lahko potem ogledam, koliko je bilo igralcev in vprašanja, ki se pojavljajo v kvizu. Poleg tega, da sami ustvarjate kvize, jih seveda lahko poiščete, tiste, ki so že narejeni. Ker je zelo veliko uporabnikov, je tudi že zelo veliko pripravljenih kvizov, ki jih lahko enostavno poiščete. Tukaj recimo poiščemo birds, to, kar se učimo. Tole je ena od teh strani. Lahko pogledamo, kakšna so vprašanja, po potrebi jih zamenjamo, pogledamo odgovore in če nam je kviz všeč, duplicate, torej lahko naredimo svojo kopijo, ki jo potem po potrebi tudi uredimo. Enako kot smo urejali svoj kviz, kot smo ga ustvarjali, lahko tudi tale kviz, ki smo ga skopirali, uredimo po svoje. Če nam določene vprašanja niso všeč, jih lahko enostavno izbrišemo s temle gumbkom. Lahko spremenimo vprašanje, lahko spremenimo slike. Tukaj nam ponuja tudi možnosti, da slika ni takoj razkrita, ampak se razkriva počasi. Imamo več možnosti, kako hitro se to razkriva, saj potem učenci šele čez nekaj časa ugotovijo, kakšen je pravilen odgovor. Tole lahko zavržemo. In smo se vrnili nazaj v Kahoot. Tukaj so moji Kahooti, tisti, ki sem jih čez ustvarila, ki jih imam v svojih mapah. Potem lahko izberem tudi tiste, ki so mi najbolj všeč, da jih ni treba iskati. Potem lahko delimo tudi s svojimi kolegi, sodelavci. Tukaj so tisti, ki so bili deljeni z mano, torej ki sem jih prejela. Kahoot moram povedati, da zelo veliko uporabljam v razredu. Pri
utrjevanju snovi, pri preverjanju snovi. Zdaj nadaljavo pa na ta način, da Kahoot dodelim, pustim, da je nekaj časa odprt, recimo en teden, in ob koncu tedna se Kahoot zapre in takrat pregledam odgovore učencev. Sedaj prehajamo k tretjemu spletnemu učnemu orodju, to so live worksheets. Povezani so z ESL Printable, s kamor učitelji angleščine nalagamo svoje delovne liste, različne interaktivne vaje, ki jih potem lahko natisnemo in damo v razred. Tukaj live worksheets pa omogoča, da so tile tradicionalni delovni listi v interaktivni spletni obliki. To so vaje s samopopravljanjem. To pomeni, da lahko učitelj pripravi delovni list, ki ga potem učenci rešijo in s samopopravljanjem lahko vidijo svoje napake, vidijo dosežke. Kot uporabniki lahko uporabimo svoje lastne interaktivne delovne liste, ki jih naredimo, ali pa poiščemo v bazi podatkov. Tudi baza podatkov je zelo velika, ne samo za tuje jezike, ampak tudi na drugih predmetnih področjih, matematika, zgodovina, geografija, torej različna predmetna področja. Kaj nam ponuja live worksheets? Live worksheets ima zelo pestro izbiro različnih tipov nalog. Možno jih je samo popravljanjem prilagoditi tako, da je ustrezno za preverjanje znanja učencev. Tukaj je nabor le nekaterih, ki so tam, pa se mi zdi, da je najbolje, da kar pogledamo live worksheets, kako to deluje. Tole je začetna stran. Enako učitelj se registrira na spletni strani Live Worksheets, si ustvari svoj račun. Tukaj je dostop za učitelje, na drugi strani je dostop za učence. Učenci dostopajo s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki jim ga dodeli učitelj. Kako izgledajo približno tile delovni listi? To je nekaj delovnih listov, ki sem jih jaz ustvarila. Sedaj v času dela na daljavo. Recimo v 7. razredu, ko ponavljamo, utrjujemo preteklik, sem jim ustvarila delovne liste za utrjevanje trdilnih in nikalnih povedi v pretekliku. Napisala sem jim en primer in potem učenci morajo naslednje primere rešiti sami. Izgleda pa takole. Skusimo napisati še kaj narobe. In ko učenci rešijo vse, imajo možnost, da preverijo odgovore ali pošljejo učitelju v nabiralnik. Tukaj vidimo, da sta bila 2 pravilna odgovora, to je torej 20% pravilnih odgovorov. Tisto, kar je narobe ali kar je ostalo prazno, se obarva z rdečo barvo. Lahko ponovite, prosim. Prosim. Žal se vašega zaslona ne vidi, lahko ponovite, prosim. Aha. A je treba deliti takole? V redu, hvala za opozorilo. Zdaj se pa vidi. Tako, lahko prosim od začetka? Ja, seveda. Super, hvala. Tole bomo naložili še enkrat. Se opravičujem. Vidimo eden delovni list,
ki sem ga pripravila za učence, da utrdijo in ponovijo znanje preteklika. Tukaj so morali vpisati pravilne odgovore. Če so napisali napačne odgovore ali če so pustili prazno, se jim potem to na koncu preveri. Na koncu, ko vse pišejo, da je končano, lahko pošljejo torej učitelju na njegov elektronski naslov ali lahko pošljejo ali pa lahko preverijo sami odgovore, tako kot bomo mi sedaj. In tukaj vidimo tisto, kar se je obarvalo zeleno, je bilo vpisano pravilno, kar se je obarvalo z rdečo, je napisano napačno. Torej, tile odgovori so napačni. Tukaj vidimo, koliko uporabnikov je dodalo v svoj delovni zvezek tale učni list. Lahko tudi pregledam, kako je bilo to, kako je bil narejen, lahko ga uredim, spremenim. In poglejmo, kako izgledajo delovni zvezki. Jaz imam za vsak razred posebej delovni zvezek. Tukaj imamo delovni zvezek za webinar, ki smo se ga udeležili sedaj. Torej, delovne liste, ki sem jih ustvarila, sem dala sem v delovni zvezek in lahko spremljam, kako moji učenci, kako dijaki tudi rešujejo. To je tisti pogled, vsak učenec vidi svoje rezultate, učitelj vidi rezultate vseh. Tukaj je recimo ta prvi učenec reševal delovni list, imel je 2 napaki in zaradi tega se je izpisala takšna ocena. Kot učitelj lahko pregledam vsak delovni list, vse napake in potem lahko napišem tudi komentar. Recimo, opravi napačno. Lahko spremenim tudi oceno, če vidim, da je kateri izmed odgovorov, ki ni bil predviden, vseeno sprejemljiv. Lahko pa učencu tudi ponovno dodelim tole nalogo, naj jo reši še enkrat in mu napišem določen komentar, dam mu čas, koliko časa ima, da reši tole nalogo, in po izteku tega časa imam možnost, da mu še vedno dovolim reševanje ali pa takrat reševanje več ni možno. Takole. Tukaj lahko si ogledam tudi svoj nabiralnik. Tisto, kar so pošiljali učenci. Takole vidim recimo od učenke Ane, ki mi je poslala 3 delovne liste, njene rezultate, ki jih potem lahko upoštevam kot dodatno delo. Jaz bi rekla, da je tudi ustvarjanje delovnih listov tukaj precej enostavno. Mogoče se zdaj ne bi spuščali v podrobnosti, so pa zelo lepo napisana navodila, kako to naredimo. Tukaj je tutorial, ki nam predstavlja, kakšne načine imamo za preverjanje, za ocenjevanje, kakšne naloge lahko vstavimo in nam točno tudi napiše, kaj je vse možno narediti in kako to ustvarimo. Torej, tole je spustni seznam, da izberemo ustrezni odgovor, je več odgovorov danih, izmed katerih je eden pravilen, pač tistega učenci potem izberejo. Lahko povežejo s puščicami, potegnejo besede na pravo mesto. Možno je dodati tudi slušno razumevanje, torej besedilo, ki se potem sliši, vtipkamo besedilo in je potem slišno. Izbira različnih besed, kvizov.
Lahko so tudi govorne vaje, lahko dodamo tudi zvočne posnetke ali pa video posnetke. Ogromno je različnih možnosti tukaj, če se vrnemo samo na nekatere delovne liste, kaj je možno narediti. Tukaj je recimo delovni list, ko sem želela, da učenci poslušajo in se po slišanem potem orientirajo, najdejo pravo pot do ustrezne zgradbe, poslušajo in potem izberejo ustrezno besedo in jo dajo na pravo mesto. Torej, go straight on, the cinema is on your left. Poslušajmo še recimo tega. Torej, ko učenci vse to razvrstijo, lahko preverijo svoje odgovore. Tisto, kar je napačno, se obarva rdeče, kar je pravilno, se obarva zeleno in učitelj potem tudi vidi, kakšne dosežke je dosegel učenec. Seveda je možnost, da tale delovni list naredi znova, učitelj odloča o tem v svojih delovnih zvezkih tukaj, ali učencem dovoli ponovno reševanje ali pa ne. Za vsak delovni list lahko naredimo predogled, ga dodamo kot domačo nalogo, lahko spremenimo vrstni red, ga pomaknemo na prvo, zadnje mesto, dovolimo, da učenec ponovi to vajo enkrat, dvakrat, pač kolikokrat želimo. Če želimo, lahko damo tudi možnost, da vidi pravilne odgovore. In če imamo več različnih delovnih zvezkov, lahko potem v različne delovne zvezke dodamo tale isti delovni list. Takole. S tem bi jaz zaključila predstavitev 3 spletnih učnih orodij. Upam, da vam je bilo všeč, da ste odnesli kaj koristnega, da ste izvedeli kaj novega. Vsekakor bi pa rada slišala še za kakšna druga spletna orodja in jih preizkusila. Mogoče, če ima kdo še kakšno vprašanje za konec. Hvala za vaše komentarje. Žal jih med samo predstavitvijo nisem uspela spremljati. Hvala zdaj na koncu. Hvala za vprašanje, kako se uvozi učni list. Ja, tukaj bi samo vprašala, v katerem izmed teh 3 spletnih orodij. Torej, verjetno pri tem zadnjem, live worksheet. Naložimo ga čisto preprosto v obliki Wordovem dokumentu, PDF, slika in potem na zelo preprost način ustvarimo, narišemo kvadratek in vanj vpišemo pravilni odgovor. Lahko vam pokažem. Takole, Mislim, da je potrebno deliti tukaj zaslon. Pa enega ustvarimo kar na hitro. Tega v redu. Tega bom zavrgla, to je od prej. Torej, ko tukaj izberemo Get Started, izberemo datoteko, ki jo želimo naložiti. Jaz imam tukaj webinar, recimo besedilo v nemščini. Tole je Wordov dokument, vse je napisano v Wordu in ga naložim. Tukaj je napisan tudi format, ki je sprejemljiv in velikost. Poteka zelo enostavno.
Učenci morajo potegniti tele besede v besedilo. Ich heiße Nina, ich bin 11 Jahre alt. Torej, tole besedo potegnejo sem. Tukaj napišem drag, ena, tukaj napišem drop, torej, tale beseda mora priti sem in če ustvarjamo predogled, imajo učenci možnost to narediti takole. Če urejamo naprej, enako lahko tudi z ostalimi. Ich habe einen Bruder, označim besedo, ki jo želim potegniti sem, tukaj napišem drag, številka 2 in potem drop. Številka 2. Zelo hitro, zelo preprosto. Potem, če je potrebno tukaj vpisati pravilno besedo, das ist meine Freundin, pač napišem tisto, kar pričakujem, da bodo učenci morali vpisati. Das ist meine Freundin, sie heißt Stella, sie kommt aus Spanien. Se pomaknemo na naslednji okvirček. Španien. In če preverimo, kako to izgleda, tukaj potegnem na pravilno mesto, tukaj moram vpisati Freundin, da se urejati tudi različna velikost in barva pisave, tako da to se potem, ko se vpišejo pravilni odgovori, da tudi urediti. Finish, preverim odgovore, tukaj je pravilno, tukaj je napačno, tale je na pravilnem mestu, tale pa na napačnem. Tole tako na kratko. Upam, da sem s tem odgovorila na vprašanje, če je še kakšno. Ni potrebno, kot sem rekla, Live Worksheets ima veliko različnih jezikov. Jaz delam v angleškem, nemškem, tudi v slovenskem jeziku. Določene delovni listi so že ustvarjeni v slovenščini, tako da jih lahko tudi pogledate. Pred kratkim sem malo prebrskala za zgodovino, za matematiko, so že ustvarjeni delovni listi v Live Worksheet v slovenščini. Še kakšno vprašanje? Potem pa hvala za vaš čas, hvala, da ste me spremljali in se vidimo v drugi priložnosti. Nasvidenje in lep pozdrav.